Lovše delam z vami, ponovadi sem sam, vse tja do 2, ko se začne šel domov. No, danes je to drugače. Ja, v studiu je cela jutranja ekipa, zdino ta tudi priklopo sam, da reče živijo, pa tako naprej. Je živijo? Skratka, nimaš pojma, zakaj smo tle, ne? Tudi približno ne, ampak sem vesel, da ste prišli na obisk, da nisem sam. Zdaj pa, zakaj? Ja, zdaj si sam. Zdaj, zakaj si tukaj? Namreč, morate vedeti, ljudje, Lovše pride v službo zjutraj. Kdaj prideš v službo? Ob 8 pride v službo, tako kot vsi normalni, ne? Lovše pride v službo in ob 9:35 dobimo vsi zaposleni, dobimo od Matjaža Lovšeta grozeči mail. S fotomaterialom. Tako, s fotomaterialom. Ja. Čisto si, Lovše sporoča namreč naslednje. Pravi takole, ne vem, kdo dela popoldne ali zvečer in misli, da je moja miza menza, ki se pospravi sama. Tole se redno dogaja. Pospravi svinjarijo za sabo, če te tega niso naučili doma, te lahko jaz osebno si napisal. Ja, zato, ker sem Zraven je pripravil še fotografijo, da ima takole za računalnikom, se pravi ob tipkovnici. Zgleda kot neka kislo pekoča kitajska juha, ne pa eni nudli so bili zraven. Pa vilca umazan. Vilca umazan. To ni bilo prvič. Teh dveh stvari ni odnesel. Jaz te ful razumem drugače. Malo se strinjam s tabo. Malo si zagrozil, ne? Malo sem bil jezen, se priznam, no, potem v efektu je bilo to spisano. Inač po stilu tisti, ki jedo, veš. No, in potem, ko si ta mail poslal čisto vsem, se je zgodilo Lovše kaj? No, kaj? Ja, zgodilo se je to, da smo ugotovili, kdo je, oziroma se je ta oseba, ki je to naredila, se sama javila. Kdo pa je ta oseba in katero funkcijo na tem radiju ta oseba zaseda? To osebo imam jaz zelo rad. Ne, prepozno. Ne, stari. Ta oseba je Tanja, naša direktorica. Generalna direktorica. Ja, pa da manj povedam, mi jo kličemo Velepička, ampak se ni važno. Ta nova. Imaš zelo rad, direktorica. Ker si nas je rekel, kaj ti je pa napisala Lovše? Ja, da pač ni imela časa, da se včeraj ustavila. A čem prebrati? No, daj prebrati. A čem prebrati? Napisala je: pozdravljen, Matjaž. Žal imam ogromno dela in sem na radiju od jutra do večera. Na koncu pridem pozdraviti v studio in včasih tudi kaj pojem, ker čez dan nimam časa. Mislim, da ni potrebe za tako napadalen mail. Če je tako težko pospraviti par plastičnih posod, te lahko jaz naučim. LP Tanja. Ja. Smo slabe volja? Malo zaskrbljen. Kaj si pa ti pol odgovoril? Ker jaz imam tudi par screenshotov z tvojega messengerja, ki si jih pošiljal tamavmu šefu, našemu kreativnemu direktorju. Napisal mu je, mogoče se mi ne bo treba več meniti za plačo. Ja, ker jo ne bo več. To sem njemu poslal. Se poslavljaš. Kaj si pa Tanji To nikoli ne veš, ne, dokler sem še tukaj. Kaj si pa ti zdaj Tanji napisal? A prav, da ga preberem. Prav preber mail. To je dolg mail. Tanja, dobro jutro. Kako si se izvlekel iz te situacije? Ne, v bistvu sem tudi to v efektu napisal, sem napisal: Tanja, dobro jutro, ne vzeti tega maila kot napad, postaviti ga je treba v kontekst, na redni bazi imam na moji mizi te ostanke menze in pospravljam za drugimi, ja, vsak drug dan. Ni mi problem vršiti v smeti, kdaj pa kdaj, ne, ampak vsak dan mi pa ni v veselje. In žal sem naletel na te, Tanja. Upam, da sem razložil mojo reakcijo in da bo vseeno z nasmehom se pozdravila, ko se srečava. To je to. Odgovora ni bilo. Ali se postavljajo tudi mi do? Ne, Žuro, jaz sem Tanja, z mailom. Petura! Tanja! Morate reči, da je cel desk nasedel, vsi so delali, so mislili, da je to res Tanja napisala. Pa če so vsi me poslali, se poslavljajo od mene. Kaj? Kdo je poslal mail? Ja. Ne. Kjer? Ja, a pa resno. Ne, pa se, ja. Malo si ti je pa zdelo. Malo pa je bilo. Pa če se je poslavljal. Veš, kaj mi je všeč? Da smo po pol leta zvedeli, da ima našo direktorico zelo rad. Ja, lepo. You are pranked. Še imam službo.